če se pevci usedajo z nami, je dolge pridnike. Ampak potrpite, tudi pridega bo končana. Pa še posebej pri takem evangeliju, ki ga skoraj na pamet poznate, letos smo ga že drugič slišali za velikonočni ponedeljek, ki je prav spomin pot v Emaus, pa danes na 3. velikonočno nedeljo. Otroci znajo to vse že na pamet, ker so tole tudi že verjetno večkrat slišali, ampak če človek nekaj večkrat sliši, zagotovo je ta stvar pomembna. Sami veste, da kakšno stvar je treba kdaj kakšnemu večkrat povedati, pa še mogoče se ne zapomni čisto ali pa ne naredi tako, kot bi pričakovali. In tudi nam je treba večkrat povedati morda zato, da bi kakšno zrno ohranili za svoje življenje. In ta evangelij boste našli samo pri evangelistu Luku. Matej Marko o njem ne piše, Janez tudi ne. Potem pa prav, da dvakrat slišimo, če sem enkrat zapisan, pa 4 evangeliji so. Ampak apostol Luka, ki je zapisal evangelij, v tem evangeliju je ena posebnost. Stalno se dogaja, da Jezus gre na pot, ali pa nekoga v poti vidi, ali pa v poti sreča, in ta pot je vedno proti Jeruzalemu. Videl je v poti ali kromega in ga je ozdravil, slepega berača, ki je vpil v poti. Nekdo je plezal na drevo in je gledal ob poti dol, kjer bo šel Jezus mimo. In zelo veliko stvari se ob poti dogaja in na poti. In vse Jezusove poti grejo proti Jeruzalemu, ki pa ni samo oznaka življenja ljudi na nekem mestu geografsko, ampak je Jeruzalem vedno simbol navzočnosti Boga med ljudmi. Ne nebesa, Jeruzalem. Navzočnost Boga med ljudmi. In ko je Jezus malo pred zaključkom svojega delovanja rekel učencem, pojdimo v Jeruzalem, so rekli nikar. Pravkar so te hoteli ubiti, ne hodi tja. Rekel, pojdimo v Jeruzalem. Ampak današnji evangelij je pa zopet ena posebnost, dva učenca ne gresta v Jeruzalem, ravno obratno, stran od njega. Piše, da je vasica Emaus. Verjetno majhna vasica Trg, so nekateri zapisali. Še danes natančno ne vemo, kjer kraj je to. Mislim, da kar 4 možnosti so že dali okrog Jeruzalema, 60 stadijev. Kaj nam to pomeni, ko ne vemo? To se ocenjuje približno 10 km. Recimo taka razdalja, kot je do Vrhnikov tukaj, ali pa do Ljubljane. Dajmo reči do Ljubljane, ki je glavno mesto, Jeruzalem pa tudi glavno mesto. Iz Ljubljane v Dragomer. Veste, človek, ki hodi to pot 3 ure, verjetno bi kar šlo, v 3 urah se da marsikaj povedati. To je pa že čas, ko se marsikaj pogovarjamo, razmišljamo in zanimivo. Emaus je še danes neodkrit kraj. In lahko pomeni Emaus vsak kraj, kjer ga človek živi. Emaus je lahko naš kraj, kjer smo. Ko sem razmišljal o današnji sveti maši, Emaus je dejansko kraj, kjer vi gasilci greste, ker je potrebno. Takoj na pot. Emaus je posod, ker človek potrebuje pomoč. In gasilci ste prav zato, da prinašate pomoč sočloveku. Ni samo gašenje požara, veliko drugih stvari, ko pristopite na pomoč. In ta Emaus se lahko zgodi blizu, daleč, večkrat. In ta učenca sta hodila. Človeška hoja, jaz jo lahko razdelim, to je moja misel, imate lahko drugačno, v 3 skupine. Človek lahko na tem svetu tava sem in tja. Pa mislim, da ga ni človeka tudi mene, ne, kdaj ne tava sem in tja. Kje je cilj tavajočega človeka?
Kam je usmerjen tavajoči človek? Tavajoči človek nima cilja. Sploh ne ve, kam naj gre, ampak se premika. Lahko je pa človek na potovanju. Sam tudi rad na potovanju. Eno slabost mora človek, poleg ostalih. Ampak človek, ki gre na potovanje, tisti pa želi, je bo začel in kam naj pride. Človek na potovanju je pa že usmerjen in ve, kje je njegov cilj. Veste, kje je končni cilj potovanja, če bi recimo šli mi danes potovati? Tukaj nazaj. Ker človek gre nekam, pa se nazaj vrne. Spet smo na istem mestu. Tretja možnost je pa romanje. Romanje je pa zopet malo drugačna stvar, ker pri romanju pa takoj zaslišimo, tukaj je pa že, da je na moji poti Bog, ker ga jaz povabim, ker jaz tako želim. Ne, ker se me ga usili. In če te dva človeka pogledam, te dva človeka učenca, eno ime poznamo, Kleopa, drugo ime pa ni znano, nihče ni zapisal. Zakaj ne vemo za ime drugega človeka? Zopet moja misel. Zato, ker ta drugi človek sem lahko jaz. Jaz lahko sebe imenujem Jože in Kleopa gresta v Enos. To je vsak izmed nas lahko. Ampak začetek te poti je bilo tavanje. V čem se je videlo to tavanje? Razpravljala sta, pogovarjala sta se ne prazne reči, pametne, ampak nikamor nista prišla. Ni bilo cilja, ker ga nista videla, ampak sredi tega tavanja je pa že nastalo potovanje. V tistem trenutku, ko je prišel nek neznanec in v tem neznancu se začela drugačna pot, je šlo počasi, ne da bi sploh v začetku slutila proti nekemu cilju. No, se je hotela priti v Enos, ki je bila želja. Ampak cilj je bil drugačen. Ta cilj je bil, da bi prepoznala bistvo. In začelo se je romanje šele v Enosu. Ampak ta pot romanja v primerjavi stavanja in potovanja je pa drugačna. Prej sta šla iz Jeruzalema ven, pa sta dobro naredila, ker sta se odločila za pametno stvar. Glede, tako dobro sta naredila, da sta Jezusa srečala, pa še vedno nista za to. Ampak, ko sta začela romanje, se pa pot čisto spremenila in sta šla v obratni smeri proti Jeruzalemu, proti Bogu, proti življenju. Zakaj? To vprašanje, ko Jezus pravi, kaj neki se je zgodilo v Jeruzalemu? To je tako dobro vprašanje, kaj neki? In kaj sta povedala? Povedala sta, da so Jezusa prijeli, povedala sta, da so Jezusa po krivici obsodili in da so Jezusa umorili in pokopali. Kaj neki se je zgodilo? To sta povedala. Ampak ta zadnja stvar je od bistvena je pa izostala. Eno stvar sta pozabila povedala. Se ne more človek povedati, če ne ve. Jaz sem v šoli bil, da je vprašan, sem bil tiho, jaz nisem vedač povedal. Mogoče se tudi tam, da je kaj ta zgodilo. Mislim, da je bolj pametno v šoli, ko vse res. Ampak če človek ne ve, ne bo povedal, pa če ga še tako tepemo, ne bo povedal, ker ne ve. In te dva učenca nista vedela. Povedala sta pa tisto, kar sta vedela, in to ni bila napačna stvar, sam pomanjkljiva. Človek, če premalo ve, še vedno ne ve narobe, samo premalo. In potem je tukaj Jezus pomagal, da bi izvedela še nekaj, kar je zelo pomembno. Samo to sta pozabila reči, da je Jezus stal in smrt premagal. Samo to. A je tako težko? Ja, zelo težko. To je tako težko reči, zato ker še vedno vsak človek išče to. Včasih dava, drugič potuje, Bog